Danes smo se zbrali na svečanem podpisu pogodbe, ki pomeni zeleno luč za nadaljevanje obnove starega trga. Verjamem, da se je marsikdo izmed Konjičank in Konjičanov že vprašal, kaj se sedaj dogaja v pomladanskem času na starem trgu, pa vendar moramo povedati, čeravno smo to že večkrat pojasnili, da je do zastoja pri obnovi prišlo ravno zaradi dejstva, da se je pri izvajanju del izkazalo, da je kanaliziran del vodotoka, ki teče skozi stari trg, v takšnem stanju, da ga ni možno sanirati na kraju samem, kajti po prvotnem projektu je bilo ocenjeno, da bo sam kanaliziran del vodotoka možno rešiti z sanacijskimi deli. Ko pa je prišlo do prvih izkopov, se je izkazalo, da je armatura in pa beton dotrajen do te mere, da se je na par mestih kar samo od sebe sesul. In seveda v takšnem stanju je edina razumna rešitev, da so se dela zaustavila, da smo naročili nov projekt ureditve teh 170 metrov na starem trgu. Seveda pa to pomeni eno določeno časovno zamudo in na koncu je bilo potrebno še izvesti javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del. In sedaj smo v prvih dneh meseca maja prišli tako daleč, da smo to izbiro že opravili in potem še sledi nekaj formalnosti, kar zopet pomeni 10-dnevno zamudo. In danes sem izjemno vesel, da sva s predsednikom uprave Ceste Mostovi Celje, gospodom Marjanom Vengustom, za to mizo, da podpišemo pogodbo v vrednosti del približno 279 000 evrov in pa seveda rok za izvedbo del, ki je izjemno kratek, to je 1 mesec dni od dneva podpisa pogodbe. In samo želimo si lahko, da ne bomo odkrili še kakšne nepredvidene nove situacije, kakšen skrit podzemni vod, da bomo resnično v tem času dobili nov kanaliziran del vodotoka. Seveda pa bo izvajalec del, ki je v obeh primerih isti, tako pri obnovi kot pri gradnji tega kanala, medvodnega kanala, ta izvajalec je isti, bo vzporedno, takoj, ko bodo tehnološke razmere dopuščale, se pravi, da bo beton na že zgrajenem delu kanala dovolj trden, da bo že vzporedno pričel z polaganjem kamna, tako da bi to zamudo kar se da zmanjšali. No, povedati je potrebno še dejstvo, da iz teh dodatnih 279 000 evrov bomo mi prijavili po 23. členu na službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in tam poskušali dobiti 85% potrebnih sredstev iz državnega proračuna. In na koncu vsa zgodba bo kakšen 2-3 mesece prišla do konca kasneje, kot smo prvotno načrtovali, pa vendar nisem trdno prepričan, da je bolje graditi nekoliko počasneje, pa predvsem pa na trdnih temeljih. Predlagam predsednik uprave, gospod Marjan Vengus, če bi dodal kakšno besedico k temu mojemu uvodu, kar je vam recimo bistvenega kot izvajalcu del v Konjicah. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem komisiji za zaupanje, za izbor. Res je dobro, da je izvajalec v trgu, na tem majhnem prostoru enak, kajti koordinacija med več izvajalci tudi iz varnostnih razlogov je bistveno težja in zahtevnejša. Obljubim, da bomo vsa dela končali skladno z pogodbenim rokom
ki je zapisan v pogodbi in seveda praktično nemoteno prehajali na dela, ki so potrebne po tej pogodbi in se prepletajo z deli, ki so zahtevane po pogodbi za ureditev mestnega jedra Slovenskih Konjic. Še enkrat hvala lepa za zaupanje in predlagam, da podpiševa pogodbo in da čim prej začnemo z delom. Hvala lepa. Torej, od besed dejanjem in prvo dejanje je vsekakor, da postavimo vsak svoj podpis na papir, potem pa gradbeni stroji pričnejo z delom. V ponedeljek 16. maja je ob 12. uri v pisarni župana občine Slovenske Konjice potekal podpis pogodbe s podjetjem CM Celje o izvedbi del celovita ureditev Starega trga s parkom. Pri projektu Celovita ureditev Starega trga s parkom je pri izvedbi del novega ustroja talnih površin in površinske obdelave, ureditve odvodnjavanja, delne vgradnje novih komunalnih vodov, jaškov ter postavitve nove ulične opreme in javne razsvetljave bilo opaženo zelo slabo stanje obstoječega podzemnega kanala potoka Gospodična, ki poteka vzdolž celotnega Starega trga.